Dober večer. Ste vedeli, da je glavni vzrok za nastanek prometnih nesreč pri nas in v Evropi neprilagojena hitrost? No, v Sloveniji pa imamo še dodaten problem in to je alkohol. Več kot tretjino hujših prometnih nesreč povzročijo prav pijani vozniki. Trenutno so prometne nesreče tudi glavni vzrok smrti otrok in mladostnikov. Od nastanka samostojne Slovenije smo izgubili 7800 ljudi, več kot 322 000 se jih je poškodovalo. Tudi Slovenija pa stremi k viziji nič, torej da do leta 2050 na naših cestah ne bi bilo nobene žrtve več. Na evropskih cestah v povprečju letno umre 26 000 ljudi. Se vam zdi to veliko? Kar. Veliko preveč. Ja, velika cifra je. Tukaj bi mogli biti enostavno ničle. Po mojem bi se naj zmanjšal. 26 000 je kar. Groza. To so tako velike številke, da... Za Evropsko unijo dost. Se mi zdi, da obremenili 26 000 družin. Slovenske ceste so letos zahtevale 59 življenj. Ne znam si predstavljati, da je to številka velika, majhna. Še mi je kar velika številka, no? Če štejemo recimo letoma toliko pa toliko dni, to je približno, ne vem, na vsake 3 dni umre ena oseba, pol se pa že vprašamo, a je to velika, ni. Sem mislila, da bo še več. Za to kmehno državi to je preveč tako. To je pa dost. Kaj menite, koliko bo mrtvih v tem letu? Nekje 100. Mogoče 50. Ja, upam, da bo nižje, ne? Pa če bo 10% manj, smo lahko že zadovoljni. 100. Mislim, težko rečem, je to realen cilj ali ne. Upam, da bo manjša kot 100, a ne? Ne vem. 110. 115. Upam, da boste naredili čim več v tej smeri. Naslednje leto. Če pridemo do 100. Kaj pa, če bi bila smrtna žrtev le 1 ali 2? To bi bilo super, ne? Zelo bi bila vesela, če bi se to zgodilo. Še da je preveč. Zelo težko verjamemo to, no. Koliko je teh ljudi tudi pol posledično prizadetih, ne, od enega primera, ne. To je bilo dobro, ne? Vrhunsko, ne? Ampak sam... Ja, to bi bilo super, ampak... Če dosegljivo, ne? Ja, to bi bilo fino, ne? V 5-10 letih pa mislim, da bi se dal. Kdo je to? Moja mama. To je moj fant. Moja starša. Moja sestra. To sta moj oček, mami. O, to je moj ati. Moji vnuki. Moj punca. Moja nečakinja, pa nečak. To je pa moj sin. Se vam zdi to še vedno sprejemljivo? Ja. To je katastrofa. Ja, mislim, da moj odziv pove vse. Grozen. Za številkami stojimo ljudje z imeni in priimki, z družinami, svojci in prijatelji. Vsak od nas šteje. Kako boste pa vi prispevali k viziji nič? No, vizija nič je cilj, ki smo si ga zadali. Kako daleč pa smo do njegove uresničitve, pa bo moje prvo vprašanje za današnjega gosta, Robert Štaba iz zavoda Varna pot. Dober večer. Dober večer.
Program Vizija nič naj bi zasledoval naslednja cilja: 50% znižanje najhujših posledic nesreč do leta 2030, pa brez žrtev prometnih nesreč do leta 2050. Začniva na državni ravni. Kako nam to uspeva oziroma kaj bi bilo še treba narediti? Zagotovo je najbolj pomembno, da ljudje, ki smo udeleženci v cestnem prometu, razumemo, da umrli in hudo telesno poškodovani niso zgolj statistika, številke, ampak smo ime, priimek in seveda naši bližnji. In ko razumemo sporočilnost, razumemo, da se prometne nesreče z vsemi posledicami lahko zgodijo komorkoli izmed nas. Slovenija ima kar nekaj izzivov. Če bi seveda na nek način zajezili alkohol, agresijo, prepovedane droge, bi se kot srednje varna evropska država lahko približali tistim najboljšim državam. Sam ne vidim razloga, zakaj se ne bi. Smo majhni, imamo dovolj znanja, potrebno pa je seveda udejaniti, bom rekel, neke načrte in seveda recept za večjo in uspešnejšo in varnost v cestnem prometu. Nobena skrivnost ni, da hitrost in alkohol na cesti ostajata ključna morilca ljudi, če se lahko tako izrazim. V zadnjem času smo lahko veliko slišali o alkoholnih ključavnicah. V njih Slovenija razmišlja kot o dopolnilnem prekrškovnem ukrepu za tako imenovane povratnike. Kaj pa vi menite o tem predlogu? Ja, nažalost v vsakdanjem življenju ugotavljamo, da so po vsej verjetnosti tako sodniki kot tudi kršitelji v eni veliki zadregi. Namreč pojavljajo se povratniki, ki dobijo kazen še enkrat pogojno, na pogojno in pogojno. Tako izničimo, bom rekel, napore tako policije kot vse preventive izobraževanja in zagotovo bi alkoholne ključavnice lahko to zadrego rešili na način, da ko bi sodnik odredil nekemu povratniku alkoholno ključavnico, le ta more potem svojo odgovornost do družbe, do sebe, do svojih bližnjih pokazati, da resno misli. In potem bi prava pogojna kazen lahko bila tudi uspešna in učinkovita, če bo seveda poleg tega še v ozadju rehabilitacijski programi in določen nadzor. No, marsikje v Evropski uniji, denimo Belgiji pa skandinavske države, so ključavnice že zakonsko obvezne. Kaj po vaše čakamo pri nas? Je rehabilitiranje povratnikov tako težavno? Dostikrat ugotavljamo, da nam manjka volje in manjka nam malce bolj drznosti. Ne vem, zakaj vedno moramo počakati določene evropske direktive. Sam sem prepričan, da pri znanju, ki ga imamo v Sloveniji, bi lahko dostikrat bili mi tisti prvi pokazatelj v Evropski uniji in bi mogoče bolj varne evropske države lahko kopirale nas. Imeli smo že kar nekaj dobrih primerov, tako pri mladih, kot pri treningih varne vožnje, kot programih v vrtcih in šolah. In jaz mislim, da bi lahko bolj optimistično in bolj pogumno zrli v prihodnost.